Živijo in lep pozdrav na mojem fitness kanalu. Danes imam za vas pripravljeno odlično vadbo celotnega telesa, trajala bo 10 minut. In za to vadbo bomo potrebovali nekaj fitness opreme. Tukaj imam dve utežki, vsaka ima po 4,5 kg. Potem bomo potrebovali tale daljši fitness trak in pa seveda tale loop body band. Imamo dva intervala, 15 sekund je počitka in 45 sekund je interval, kjer bomo dali vse od sebe. Imeli bomo 4 različne vaje, ena vaja pa bo unilateralna, se pravi, najprej bomo naredili vajo z eno nogo in potem z drugo nogo. Tako da ponovimo vse skupaj 2 kroga in potem na koncu imam še bonus. Sedaj vam bom predstavila vse vaje in potem naredimo trening skupaj. Upam, da je v Sloveniji že lep sonček. Če že imate doma pripravljene bikinke, odlično teraso, potem se kar odpravite tja, kajti trening zunaj je vedno boljši kot notri. Prva vaja je veslanje v deski. Šli bomo takole v desko in potem noge imaš malo bolj narazen, recimo če si na blazini, na vsaki strani blazine, za lažje držanje ravnotežja. Stisneš trebušne mišice in potem veslamo najprej z eno roko, potem z drugo, stopiš oziroma skočiš naprej, raven hrbet, stisneš trebušne in potisk z rameni navzgor. Če seveda si začetnik in je veslanje v deski težko, lahko narediš to različico kar iz kolen. In potem stopiš, stisneš trebušne in dvigneš uteži gor. To je vaja številka 1. Vaja številka 2 bomo imeli odmik rok v predklonu. Tukaj bomo se osredotočili na zadnje mišice ramen in seveda mišice hrbta. Težavnost je seveda odvisno, kje primemo trak. Bolj skupaj seveda je v bistvu potem seveda težje raztegniti trak. Daljša različica je pa seveda zelo lahka, tako da trak je vedno prilagojen vašemu fitness nivoju. Takole, stisnemo trebušne mišice, ramena nazaj. Potem upognemo v kolkih, kolena so pokrčena in naredili bomo takole. Odmik in gremo nazaj. In stisneš z lopaticami skupaj in dihaš. 6 strani. Komolci so rahlo pokrčeni. Če pa bi vas v kakršnemkoli primeru začel boleti hrbet, lahko to vajo naredimo stoje. In vajo izvajamo na takšen način. V bistvu ta vaja je zelo odlična za pokončno držo in po tej vaji boste takoj občutili, kako se nam drža zravna pokončno, kajti večina ljudi se seveda, ko se staramo, oziroma tudi na način dela, ki ga imamo, ponovadi v pisarnah se vedno držimo takole in potem tudi hodimo takole, in hrbtenica potem trpi. Tako da ta vaja je odlična za ta del telesa oziroma za zadnje mišice hrbta in ramen, da se v bistvu držijo ramena nazaj in da je seveda postava v pokončni drži. Vaja številka 3. Za to vajo bomo potrebovali tale loop band. Dali si ga bomo okoli stopal in bomo izvajali kolesarske trebušnjake. Zdaj, če si začetnik, seveda ne rabiš traka, drugače pa imamo 2 različice. Tale je srednja različica. Izmenjuješ istočasno koleno, komolec. Malo težja različica je, držiš noge
iztegnjene in potem koleno, komolec, iztegneš, koleno, komolec, iztegneš. Mišice trebuha bodo zelo trpele v tem položaju, tako da lahko izbereš različno verzijo. Popolni začetniki ste tukaj. In pa seveda, če nimate traka, je ta različica tudi odlična. Trak bo dejansko poskrbel za večjo intenzivnost te vaje. Ok, in še zadnja vaja, oziroma dve. Imeli bomo skoraj enonožni počep, ampak je počep z oporo. Takole bomo recimo si izmeriš pravilno pozicijo, tako da prste na drugi nogi postaviš desno, če si z desno nogo, postaviš desno od pete in si nekako v tem položaju. Potem preneseš težo na sprednjo nogo in se spustiš dol v počep. Pazi, da si na prstih na desni nogi, leva je na tleh. Kajti, če imamo skozi peto na tleh, pridemo do te točke in potem se v bistvu zgodi rotacija v bokih, kar pa seveda nočemo. Tako da v tem primeru je tole odlična vaja za enonožni počep, kajti v bistvu približno 70% dela sprednja noga, 30% pa je teže na zadnji nogi in s tem tudi treniramo neravnovesja v našem telesu, ki se ponavadi pojavijo, če treniramo recimo samo z obema stranema naenkrat, oziroma če je ena stran bolj dominantna kot druga in želimo pač uravnovesiti ta ravnovesja, se pravi, zelo priporočam tudi vaje z eno stranjo najprej, se pravi unilateralne vaje. In takole je še potem druga noga, res boste čutili razliko, se pravi, sprednja noga bo delala, zadnja je na zdvignjeno peto in dejansko boste občutili razliko. Tako da ja, evo, to so vse vaje in predlagam, da kar začnemo. Tudi na ekranu boste imeli odštevalni čas, tako da boste z mano lahko lažje delali in predlagam, da kar začnemo. Takole stisnem 15 sekund in prva vaja bodo ti man makers v angleščini, ampak pač v slovenščini bo kar deska z veslanjem, stisneš in greš gor. Lahko skočiš nazaj, če si že v višjem nivoju fitnesa, drugače pač stopiš nazaj. Stisneš trebušne mišice. Pri tej vaji dela celotno telo. Ok. In si pripravimo trak. Gremo v predklon. Kot sem rekla že prej, lahko imate več različnih variant tega obratnega metuljčka in gremo. Lahko malo tudi pavziraš na vrhu. Super vaja, res odlična vaja, ki jo priporočam
čisto vsakemu. In tile trakovi res niso dragi, imaš jih pa kar zelo dolgo časa. Ok. Tukaj je pomembno, da naredimo fleksijo stopal, ker drugače bomo izgubili tale trak. Če naredimo špičko na nogah, bo trak odletel. Lahko pa naredimo tudi tole verzijo. Super. Ok, in sedaj naši enonožni počepi v opori. S podporo takole gremo. Skoraj diagonalno od pete nazaj in greš naprej. Seveda lahko uporabiš tukaj tudi utežko, ki jo bom uporabila v krogu številka 2. Važno je, da razumeš to vajo, da jo čutiš, da narediš to povezavo z mišico v svojem umu, da so ramena nazaj, da je stisnjen trebuh, da dihaš pravilno. Veliko je elementov pri vadbi. Tukaj je cela znanost okoli vsega tega, tako da ni to samo kar nekaj. Je v bistvu velika razlika, če si pri stvari, kot pa če kar nekaj delaš takole brez veze. Stisneš trebušne ramena nazaj in se osredotočiš seveda na sprednjo stegensko mišico in seveda tudi na zadnjico. Aktiviran trebuh ves čas. Izdih na vrhu. Še malo. Ok, gremo 3, 2 in 1. In sedaj gremo na krog številka 2. Ok, in smo pripravljeni za krog številka 2. Prva vaja. Stisneš trebušne. Pa dajmo še enega stisniti. Ok. In v stoječem položaju. Res, tale vaja odlično deluje.
Ok, in gremo. Kot sem že prej omenila, je dihanje v bistvu zelo pomembno. Super. Ok, gremo sedaj z utežko. Lahko imaš utežke dol, lahko jih imaš gor. Če imaš utežke gor, boš čutila še dodaten pritisk na trebušne mišice. Ker jaz vedno izkoristim. Odlično. In še na drugi strani. Takole strani. In še zadnjič. Ok. Odlično. Odličnih 10 minut je za nami in res boste čutili aktivacijo trebušnih mišic, aktivacijo ramen, noge, sprednje stegenske mišice, tudi mišice zadnjice. Ok, in sedaj imam za vas še bonus. Naredili bomo te školjkice z trakom za našo zadnjico. Tako da res imamo zajeto celotno telo. Takole bomo šli na stran, lahko si seveda takole tudi, kakor ti paše. In potem zasidraš zgornjo nogo čez, oziroma zgornje stopalo čez spodnje in potem odpreš kolena in zapreš. Aktiviraš trebušne, ne pozabiti na to. Stisniš trebušne, greš gor, stisneš ritne, greš nazaj dol. In to bomo naredili 15krat. 3, 4, lahko se upreš. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15. Ok? In gremo na drugo stran. Vi se lahko obrnete. Kar na drugo stran za 180 stopinj. Ok, in gremo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15. In naredimo vse skupaj še enkrat. Gremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15. In še na drugo stran in potem smo končali. Ok, stisneš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in zadnjič 15. Ok, odlično. Evo, to je današnji trening. Upam, da ste uživali v tej krajši izvedbi, oziroma ni tako kratka, vse skupaj je okroglih 15 minut, nekaj takšnega. Če pa želi z mano trenirati vsak dan in si izoblikovati svojo najboljšo različico popolne postave, potem se mi pridruži na fitnessbamaja.com, kjer imam za vas tedenski urnik z različnimi vadbami, ki bodo popestrile vaš dan in vas seveda popeljale v najboljšo možno fitness rutino. Moj fitness program je ongoing, se pravi, da se nikoli ne konča. To je tako, kot da bi imeli svojega osebnega trenerja, ki dejansko za vas pripravlja treninge čisto vsak teden. In ja, osredotočamo se na spodnji del telesa, na zgornji del telesa, na kardio vadbe, na tabato, na trebušne mišice, na izvajanje mobilnosti in vaj za večjo fleksibilnost, joga, veliko je tudi receptov, se pravi, ni da ni. Če pa vas še kaj zanima, me prosim spodaj vprašajte v komentarjih in bom odgovorila na naslednjem vlogu. Drugače pa se vidimo na moji fitness strani oziroma tukaj v naslednjem videu. Najlepša hvala, da ste trenirali z mano in se vidimo. Čau!